Na glavni obravnavi podali svoj zagovor, rekli ste, niste krivi, trdite, da je bil posel v Nišu dober, še vedno vztrajate, da niste vedeli za te pogodbe oziroma kako, v bistvu, če lahko še za kamero poveste, kako ste se zagovarjali. Vse na koncu ste poslušali, jaz sem prosil še sodnico, da mi dovolj, da še povem tisto, kar mislim, da je pomembno. In tudi vam bom vzel čas, če hoče, se ne bi pač, da ste dal not, kar želite, ne. Ampak, da sem jaz prišel v Mercator, leta 97 je imel Mercator izgubo. 7000 se je bilo, pa tržni delež je bil v 15,4%. 1, 5, 5,4. Po 8 letih smo mi imeli tržni delež 51%, delance znasa 11krat, bilo nas je 15 000 in 2 milijardi prihodkov. Predtem nismo bili nikjer prisotni, ne na Hrvaškem, ne v Bosni, ne v Srbiji. Kot samostalju smo bili drugi trgovci v Srbiji, pa na Hrvaškem, pa prvi v Bosni. In to, kar počne tožilec, je zame, pa nisem pravnik, ampak je zame žalitev. On zdaj to že dela 7 let, kajti pred leta 2008 je policija v Postojni po tem zaslišanju napisala en sklep, ki ste ga vi dobili, je bilo uradno sporočilo za javnost, da ni nobene osnove za pregon. On ima pravico in je to zahteval, da se Niš obravnava in nima nič proti se obravnava. Ampak pogodbo sem prvič videl potem, ko sem zapustil Mercator. Pogodbo nisem vedel tem facem, ker je popolnoma nepomembno. Mi kot uprava smo imeli popolno zaupanje v naše sodelavce, Marinšek je imel dober posel, Mercator center stoji. In to je en del tega centra, 100 000 evrov, center pa stane 25 milijonov evrov. Jaz sicer nimam podatkov, ko stane, ker sem privezan Mercator, ampak po tej oceni. Vsako leto smo investirali več kot 300 milijonov evrov, 300 do 500. Naredili smo 1000 objektov, ne, in zdaj nekdo pride in poskušam nekam vtakniti, ker sem objektivno odgovoren, ker posla nisem prekinil, za katero sploh nisem vedel, da je pač ta pogodba podpisana, ne, ker Marinšek je imel nalog, da pač Niš uredi, to je bilo njegovo področje. To, kar poskuša gospod tožilec narediti, je tako, če greste zdaj v trgovino, pa kupite kilo banan, pa vam po pomoč zaračuna 2 kili ali pa namenoma, ne, in potem bo kriv predsednik uprave, katerekoli trgovske družbe. Popolnoma nonsens in to je žalitev. Zame, za mojo družino, moje sodelavce, pa tudi moje bivše sodelavce. Ne pozabiti, da v teh 8 letih Mercatorja se nas drugo največje število gospodarskih predat. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih področjih, 14. Nihče jih dolgo ni dobil. In zdaj nekdo me preganja, da ne bi bil nekaj kriv, za kar nisem vedel, kar nisem podpisal. Mislim, jaz sem tudi danes na zagovoru rekel, da bi bilo fair od tožilca, če bi stvar ustavil, pa bi se lahko upravičil. Ne samo meni, ker tole, kar se dogaja, vas bom videl, kako boste jutro prišli na otvoritev nove šole, oziroma prvi šolski dan. Zanimivo je to, ker se pač nekaj dogaja slabega. Ampak on mene obsoja že 7 let, od leta 2008. Vsakič, ko imamo razpravo, zdaj 13. oktobra, jaz sem povedal, da pač ne vidim nobenega razloga, da bi prišel, ker začeli bojo priče iz Faktorja, v življenju nisem videl. Ne rečejo, kaj čo, mi je čisto vse, Tako da jaz upam, da bo 13. oktobra zaključeno, pa me pa zanima, ko bo enkrat zaključeno, jaz pač verjamem pravosodje in pravo, če vas bo toliko, boste prišli poslušati moj monolog. Boste odškodnino kakšno zahtevali v primeru, da se sodišče odloči pametno? To ne znam povedati, da je sploh možno. Če pa možno, bom pa resno o tem razmislil. To mi bo pač odvetnici, to ne znam. Ne vem, če je možno, da za odškodnino zaradi takega dela tožilca, ker bom treba dokazati naklep. In jaz nič ne uporabljam priimka, pa nikamor ne vežem. Dajte se vi vprašati, zakaj sem jaz 7 let že dvakrat letno, ne vem, nekje v nekih medijih o Nišu.